Varnost je na prvem mestu in tudi zdravje, zato toliko bolj v oči bode primer hematološkega oddelka Ljubljanskega kliničnega centra, kjer so pacienti resno ogroženi. A zdravstveni minister Tomaž Gantar težav zdaj ne vidi, čeprav je nedolgo nazaj obljubljal, da bo rešil tegobe hematologije. Prav zaradi Gantarjevih uradnikov se bolniki še vedno zdravijo v nevarnih starih prostorih, kjer jim grozijo za njih smrtno nevarne okužbe. Minister pa svoje uradnike in z njimi Tadeja Štularja, ki je odgovoren za javna naročila in naložbe, brezpogojno brani. Gospod Štular, kot vodja te ekipe za javna naročila, mislim, da tle v tem primeru ni naredil napake. Pa mu zaupate? Mu zaupam, da bo izpeljal postopek do konca. Ja. Ampak poznate tudi njegovo zgodbo, da je bil upleten v afero tako rekoč operacijske mize, bil je tudi izključen od vašega predhodnika, torej takratnega ministra Bručana iz komisije? Lejte, afera operacijske mize je bila pred 10 leti. Jaz gledam, kateri postopki so se formalno vodili in gledam, s kom lahko delam in imam na razpolago na ministrstvu. Tadej Štular, ki naj bi se v aferi, torej operacijske mize, dogovarjal s ponudniki, je še vedno tam, kjer je bil, na ministrstvu. In še vedno bdi nad razdeljevanjem davkoplačevalskega denarja. Zgodbam o sumljivih razpisih v zdravstvu torej ni videti konca. Sumljivi posli na Gantarjevem ministrstvu, kjer 31. maja odprejo ponudbe za opremo novega hematološkega oddelka in ponudbi sta dve, Sano Laborjeva in Moljerjeva, a komisija zlepa ne izbere ne ene, ne druge in to brez tehtnih argumentov, a zato z izgovori. Vodila je to ena oseba in dokler nismo videli, da je ta oseba tudi zamuja, slučajno je bila udeležena še v enem drugem postopku, pač nismo mogli odreagirati. Kar pa ne drži konec koncev, medtem ko minister s prstom kaže zgolj na Zorana Poglajna, prejšnjega predsednika razpisne komisije in to izključenega, bi lahko ministra zamudo seznanil kdo drug kot pa Tadej Štular, prav tako član razpisne komisije in za nameček vodja oddelka za javna naročila, pa ga očitno ni. Zato vrtamo naprej o zaupanju v Štularja. Iza kulisja streže ministrova predstavnica za medije na njegovi levi. Ponovimo znova. Ker terjamo pojasnila o trošenju davkoplačevalskega denarja za medicinsko opremo, ki ga daleč največ dobi, glej prav Sano Labor, daleč za njim sta GH Holding in IMP. Med rekorderji torej podjetji, ob kateri trčimo na prvem razpisu za hematologijo, razpisu sumom, kako naj bi se Sano Labor in IMP po sistemu čiste lopate domenila, kdo od njiju dobi posel, za kar je krivec po ministrovo zakon. Omogoča korupcijo in omogoča številne zlorabe. In v teh konkretnih primerih, če gledam, da sem tudi soodgovoren jaz, mislim, da je tudi gospod Štular korektno svoje delo opravljal. Je torej korekten tudi razpis, spoštovani minister, za opremo brežiške bolnišnice, na katerem ima najboljšo ceno spet Moljer, a ga ministrstvo ne izbere? Ne, razpis raje razveljavi in to z argumentom, da so vse cene ponudnikov, tudi Moljerjeva, previsoke. A glej, ko razpis ponovijo, so cene še višje in kaj zdaj? Bo brežiška bolnišnica brez opreme? Verjetno ne, ker je bila previsoka cena pa še eden od izgovorov za, sklepamo, očitno mešetarjenje.